Danes v Pomurskem dnevniku, ob svetovnem dnevu romskega jezika, tradicionalna razstava Vezenin, svečana božja služba ob dnevu reformacije, slovenske nogometašice v Fazaneriji do remija. Jutri bo pretežno oblačno z možnostjo neviht. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Vsako leto 5. novembra obeležujemo Svetovni dan romskega jezika, ki je pravzaprav opomnik na leto 2008, ko je bil prvič predstavljen romsko-hrvaški slovar. Svoj slovar, torej slovensko-romski, pa so že dobili tudi slovenski Romi. Danes je v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota potekal seminar z naslovom Raziskovanje romskega jezika z vidika romologije, ki je bil tudi tokrat namenjen preseganju izzivov znotraj romske skupnosti in širše. Romski jezik je v številnih državah priznan kot manjšinski jezik, tudi v Sloveniji. Ponekod, na primer v Makedoniji in na Kosovu, pa ima status uradnega jezika. Romi so etnična skupina, ki izhaja iz Indije, njihov jezik pa je glavni steber romske kulture. A težava je, da se romski jezik vse bolj izgublja. Gre za to zadevo, da predvsem mladi vse manj uporabljajo govorni romski jezik. Zdaj, ali je tehnologija tako napredovala, ali romski jezik v družbi ni tako pomemben glede sporazumevanja, je druga stvar. Ampak predvsem izginja nekako v tistih sredinah, kjer Romi živijo, kar ni prav, kajti romski jezik je zelo bogat in zelo pomemben. Romski jezik je standardiziran, saj ima tudi svoj pravopis. Moram reči, da smo pravzaprav mi v Sloveniji prvi v Evropi napisali standardizacijo romskega jezika. Čeprav zaradi nevedenja, tudi bom rekel nekateri, ki bi to morali vedeti, recimo na določenih inštitucijah, ki se s tem ukvarjajo, trdijo, da pri nas standardizacije ni. Predsednik Zveze Romov Slovenije pa poudarja, da so v slovenskem prostoru dobro organizirani, saj so romski jezik ne le raziskovali, temveč v njem tudi pisali. Če ne govorimo svojega maternega jezika, v tem primeru romskega jezika, se izgubi tudi identiteta. Zato se mi zelo trudimo, že več kot 30 let, izdajamo različno literaturo o romskem jeziku in v romskem jeziku, tudi v radijskih in pa televizijskih oddajah uporabljamo romski jezik. Kot je bilo rečeno, romski jezik zaradi lepote in melodičnosti uporablja veliko glasbenikov. Kljub vsemu pa je treba še precej dela, da se spremeni odnos do romskega jezika. V prvi vrsti znotraj same družine. Najprej znotraj družine, pa ne toliko, da bi kdorkoli pritiskal na mlado romsko populacijo, ampak vsaj v tem kontekstu, da starši pa stari starši povejo otrokom, da imamo svoj jezik, da ga je treba ohraniti, da se je treba zavedati, da je to zelo pomembno področje ohranjanja nekega ljudstva. Razumljivo je, da je zgodovina pustila močan pečat. Krivice se občutijo še danes. Mnogi Romi pa menijo, da bodo njihovi otroci uspešnejši, če bodo govorili slovenski in ne romski jezik. In s tem se izgublja jezik nekako, kar pa mi spodbujamo, da ni v redu, da je potrebno ta dvojezična, kajti mi smo državljani Slovenije in je dobro, da vemo slovenski jezik, smo pa po narodnosti Romi in je pomembno, da negujemo in ohranjamo tudi romski jezik. Kot je bilo poudarjeno, odnos države do romskega jezika je precej mačehovski. Izvaja se predmet romska kultura po osnovnih šolah, žal se ne izvaja. V 2 šolah mogoče po celi Sloveniji, kar vzamemo kot negativno. Prav tako pa velja mnenje, da bi država lahko storila še veliko več, da bi se jezik ohranjal. Zakaj v določenih inštitucijah ne pridejo do tega? To pa zaradi tega, ker ti ljudje, ki se s tem ukvarjajo, enostavno niso eksperti za romski jezik. In to manjka. V Zvezi Romov Slovenije se kljub vsemu trudijo za ohranjanje jezika. Izvajamo tečaje romskega jezika za romsko skupnost in pa za večinsko prebivalstvo, izvajajo medkulturne urice, kjer spoznajo romsko kulturo in pa zgodovino. Poudarjajo pa, da je treba ljudi izdatneje spodbujati, da ohranijo tako narodno kot kulturno zavest. V Pomurju je rokodelska obrt zagotovo zelo raznolika in ima predvsem bogato tradicijo. S pojavom industrijskih izdelkov, ki so predvsem cenejši, pa izročilo nazaduje in propada.
A da pa vendarle še živi, skrbijo tudi članice rokodelskega društva Vrtnica Prosenjakovci, ki so v prostorih novega gasilskega doma v Prosenjakovcih v nedeljo 29. oktobra pripravile že tradicionalno razstavo vezenin. In tudi tokrat so na ogled postavile povsem nove izdelke. Danes so predvsem rokodelci tisti, ki zelo pomembno prispevajo k ohranjanju kulturne dediščine. Ene takih pa so tudi članice rokodelskega društva Vrtnica Prosenjakovci, ki že 17 let vztrajajo pri ustvarjanju in ohranjanju ljudske obrti. Društvo Vrtnica se je formiralo leta 2007. Trenutno pa v njem deluje 14 članic iz 7 vasi. Že drugi mandat jih vodi predsednica Metka Vogrinec. Kot je izpostavila predsednica, je tisto, kar je res pomembno, ohranjanje rokodelske obrti. Obenem pa članice druži tudi prijateljstvo. Poudarile so, da je ob vsem pomembno druženje, sprostitev ter dober pogovor. Članice so tudi tokrat pripravile tradicionalno razstavo svojih izdelkov. Da delo teče res gladko, so vpete vse. Same si tudi pripravljajo šablone, da pa je njihovo delo kar najbolj raznoliko, vzorce zelo rade kombinirajo. Izdelujejo tudi tradicionalne madžarske vezenine, pri teh pa je, kot je bilo poudarjeno, bistveno, da se natančno držijo določenih pravil. Pa naj gre za vzorce ali blago. Ker zna to vrstno delo nastajati kar nekaj časa in to od nekaj ur pa do nekaj mesecev, odvisno od velikosti in zahtevnosti vzorca, sta potrebni natančnost in potrpežljivost. Društvo sicer financirata občina Moravske Toplice in Madžarska narodna samoupravna skupnost. Čeprav je med članicami želja po ustvarjanju še vedno močna, pa si želijo, da bi se njihovim vrstam pridružili tudi novi pari rok, ter da bi se zanimanje vzbudilo tudi pri mlajših generacijah. Dan reformacije predstavlja še eno rojstvo, in sicer rojstvo Evangeličanske cerkve. Ob tem pomembnem dnevu v Prekmurju vsako leto poteka svečana božja služba. Tokrat je potekala v cerkvi Aleksandra Terplana v Puconcih. Gre pa za izjemno pomemben dogodek v življenju vsakega evangeličana. Tako so se danes evangeličani ob prazniku reformacije zbrali ob svečani božji službi v Puconcih. Njegov razumnost se ne da raziskati. Tisti pa, ki zaupajo v Gospoda, obnavljajo svojo moč. Reformacija je v današnjem času še kako pomembna. Reformacija že sama beseda pomeni, da se stvari morajo obnavljati, prenavljati. Če bi rekli, da danes ni potrebna reformacija, bi povedali, da je vse v redu, da je vse ok, da je človeško, medčloveško življenje zadovoljivo, temu pa vemo, da ni tako. Brez nje bi bila podoba sveta zagotovo veliko drugačna. Brez reformacijskega gibanja bi morda marsikaj zašlo čist nekam drugam, kot bi trebalo. Nam je pa prineslo, kot vsi vemo, marsikaj dobrega v prvi vrsti na duhovni rasti. In to smo deležni verjetno ljudje vseh verstev na svetu. Reformacija je s Primožem Trubarjem Slovencem prinesla prve tiskane knjige. Ob tem se je rodila tudi Evangeličanska cerkev. Mi pa seveda smo s tem dobili še to svojo, bom rekla, cerkev na temeljih Svetega pisma, kjer je človek pač tudi svoboden in odgovorno ustvarjalno bitje. V tem času smo tudi mi Prekmurci pridobili svojo slovnico, svojo prekmursko besedo in vse do 1920. je prekmurščina bila tudi uraden prekmurski slovenski jezik. Svečana božja služba je letos potekala v cerkvi Aleksandra Terplana v Puconcih. Gre za izjemno pomemben praznik, ki ga vsak evangeličan obeleži najprej s prihodom v cerkev. Tradicionalno za nas evangeličane, da vedno gremo pač v cerkev, da pač praznujemo ta dan Primoža Trubarja, Martina Lutra, v bistvu slovenski jezik, knjižni jezik, knjige. Je svetek je, častiti ga treba popraznovati, pa dan slovenskega jezika. Kasneje pa za druženje z najbližjimi. Ponovadi se družina zbere tudi pri skupnem kosilu, se pravi starši. Ponovadi jemo tudi tradicionalno bujto repo, prekmursko jed, pa domače koline. Cel ta praznični teden na nek način je posvečen spominjanju tistih, ki so bili pred nami, to, kar so nam zapustili.
Pomembno je, da se zavedamo svojih korenin in jih poskušamo na kar se da dober način ohranjati in prenašati naslednjim generacijam, ter jih učiti o možeh, ki so se v preteklosti borili za nas Slovence. Ženska nogometna reprezentanca Slovenije je na 4. tekmi UEFA Lige narodov prišla še do 3. remija. Tokrat v soboški Fazaneriji. Naša izbrana vrsta je oktober zaključila s tekmo z Belorusijo. Končni rezultat pa je bil 0-0. Slovenke so bile proti Belorusiji že pred dnevi, ko sta se ekipi pomerili v Budimpešti na pragu prve zmage v Ligi narodov, a so tudi takrat uspele iztržiti le točko. Doma so seveda upale na boljši točkovni izkupiček, pa vendar dlje od delitve točk tudi tokrat ni šlo. In še besede selektorja po tekmi v Fazaneriji, sicer polni priložnosti za Slovenke. Ni bilo blizu sem zdaj, blizu je že 4 tekme in 4 tekme v bistvu igramo res en tak zelo dopadljiv nogomet, danes sploh in v bistvu to, kar smo danes gledali tle, že meji na neverjetne zgodbe. Enostavno žoga noče v gol, ampak bomo delali na temu. Jaz sem zelo ponosen na punce, kako so odigrale. V bistvu jaz še nisem videl tekme, kjer bi tako kdo dominiral nasprotnika. Bo šla, počas bo šla tudi noter in ko bo začela žoga iti v gol, potem bomo ratali zelo resna reprezentanca. Ob obilici priložnosti so nogometašice zapravile celo 11 metrovko, ob čimer selektor dodaja, da bo potrebna večja mera koncentracije pred golom. Kolman je še dejal, da igralni seznam ni dokončen, ampak bodo v prihodnjem mesecu po vsej verjetnosti sledile spremembe. Napredek pa po 4 tekmah v Ligi narodov opažajo tudi igralke. Mislim, da smo se bolj povezali še kot ekipa. Mislim, da igramo še boljši nogomet kot prej. Žoga lepo teče od noge do noge in mislim, da če bomo tako nadaljevali, da nam v prihodnosti lahko uspe še kaj več. Varovanke Saše Kolmana bodo 1. decembra gostile Bosno in Hercegovino, 5. decembra pa se odpravljajo na Češko. Poglejmo še, kakšno vreme nas čaka v prihodnje. Danes je bil v naših krajih delno jasen dan z okrog 16 stopinjami. V Krajinskem parku Goričko je bilo opoldne namerjenih 14, toliko tudi v Lendavi. V Radencih je bilo 16 in v Murski Soboti 18 stopinj Celzija. Jutri bodo še občasne padavine. Čez dan se bo deloma zjasnilo, le na zahodu bo še ostalo pretežno oblačno. Meja sneženja bo po večini na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Jugozahodni veter bo popoldne oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 8 do 14, ob morju do 18 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale od 12 do 13, podnevi okrog 16 stopinj. V noči na soboto bodo padavine prehodno spet pogostejše. V soboto čez dan bo večinoma suho. Deloma se bo razjasnilo. Pihal bo jugozahodni veter. Zvečer se bo od zahoda ponovno pooblačilo. Padavine z nevihtami in nalivi bodo v noči na nedeljo zajele vso Slovenijo. V nedeljo popoldne bodo padavine oslabele, deloma se bo razjasnilo. Temperature v naših krajih bodo zjutraj od 4 do 9, čez dan od 14 do 17 stopinj Celzija. To bi bilo za danes vse. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.